Lepo zdrav, Aleksander Šinigoj, tukaj, kjerkoli ste že v Sloveniji ali v svetu, dobrodošli na tem webinarju, ker se bomo pogledali 5 strategij zmagovalcev. Kaj počnejo ljudje, ki so zmagovalci? In dajmo najprej definirati, kdo je zmagovalec, oziroma kaj naredi nekoga zmagovalca. Prva stvar, kar je pomembno, je to, da mi imamo več kategorij, na katerih tekmujemo in na katerih smo lahko zmagovalci. In za razliko od tega, ko so olimpijske igre, lahko vi tekmujete v resnici v kategoriji denar, kategoriji kariera, kategorija odnosi, zdravje, telesna teža, šport. Mislim, kategorija tukaj neskončno in zame je zmagovalec nekdo, ki naredi preboj in doseže rezultat, ki si ga sam želi. To pomeni, da fantastična stvar tega tekmovanja, o katerem bomo danes govorimo, to je, da vi ne rabite se z nikomer primerjati, temveč naredite lahko svojo kategorijo in v tej kategoriji ste zmagovalci. To pomeni, recimo, da je vaš glavni cilj, da imate otroka in temu otroku pomagate, da zraste v zdravega in delovnega, poštenega fanta ali pa punco, ki seveda se rada uči, rad uči in tako naprej, ustvarja življenje, je srečen, srečna in tako dalje. In to je vaš glavni cilj. Kategorija, seveda na tem področju ste zmagovalci, ko vam to uspe, ko to dosežete in mi vemo, da v resnici tisti, ki ste starši, da nikoli ni konca, da se dejansko otroci bolj ko rastejo, pojavljajo nove izzivi ali pa nove stvari, s katerimi lahko otrokom pomaga in tako dalje. Pomembno mi je samo to, da se zavedate, da tudi vi ste lahko zmagovalci in tudi vi lahko izberete kategorijo, v kateri bi lahko naredili preboj, v kateri bi radi naredili preboj. Kako sem prišel do tega? Samo toliko, da delim z vami par stvari o meni, o sebi, zelo na kratko. Prva stvar je ta, da ko sem jaz začel se s tem področjem osebnostne rasti, coachinga, hipnoze, NLP-ja ukvarjati, v resnici jaz nisem načrtoval tega. Jaz nisem načrtoval, da bom kar naenkrat se zbudil zjutraj, stal pred kamero, stal pred vami in vam dajal neke vsebine, ki so vam mogoče koristne, ki vam lahko pomagajo, da naredite preboj. To pomeni, za tiste, ki poznate mojo zgodbo, veste, da sem nekega toplega, poletnega, julijskega dne, ki sicer sedaj ni tako toplo več, končal v bolnici in po tistem zaključku, ki je bil zame travmatičen, težk, hud, začel iskati način, kako najprej sebi pomagam. Jaz sem bil prva stranka, moja lastna osebna stranka. In takrat sem se šel skozi različen proces učenja, knjig. V knjižnici sem si sposodil cel kup knjig, sem spoznal Briana Tracyja, Tonyja Robbinsa. Tony Robbins je nekdo, tisti, ki ga poznate, v resnici oseba, s katero sem začel prav zares mojo osebnostno rast leta 2005 in od takrat naprej sem pri njemu prostovoljec. Nekaj let sem bil praktično na vsaki delavnici in to je bilo tako fascinantno, da sem spal na tleh pri župniku v Londonu in ker takrat nisem imel denarja, te delavnice od Robbinsa so dosti finančno zahtevne in tudi, recimo, tudi če sem bil prostovoljec in nisem nič rabil plačati, je bilo treba plačati letalsko karto v Londonu, zdaj so sicer karte bistveno cenejše, bivanje, transport, hrana in tako naprej. In je bil to nek zalogaj še posebej, ker je bilo teh dogodkov ogromno, eno morje dogodkov ima Tony Robbins, tudi tistih, ki jih sam ne vodi. Od Tony Robbinsa, ko sem bil na njegovi delavnici Date with Destiny, je rekel Tony, da je fajn, da spoznam Richard Bandlerja. In Richard Bandler je soustanovitelj NLP-ja in leta 2008 sem pač pri njemu spoznal NLP in se naučil NLP-ja, postal njegov asistent in zdaj sem že praktično 10 let, več kot 10 let asistent pri njemu, kar pomeni, da sem 2-krat, 3-krat na leto pri njemu na njegovih delavnicah NLP-ja, praktik, mojster, coach, odvisno karkoli uči, različne delavnice, tudi z različnimi imeni in tam na nek način pridobivam znanja, ki jih potem dajem naprej ljudem, s katerimi zdaj delujem. Na začetku je bilo to zaradi moje strasti, zaradi moje učenja, zaradi tega, da bi jaz sebi izboljšal življenje in kasneje to poslalo dejansko neka vrsta obsesija z namenom seveda, da pomagam ljudem, da izboljšajo svoje življenje, da bodo prišli hitreje do spremembe, kot sem jaz takrat iskal in mogoče s težavo najdu. Hotel sem zbrati na kupu vse, kar je bilo na voljo, da nekomu pomagam. In danes seveda sem še naprej učenec, še naprej se učim, verjamem, da bom v resnici vse življenje se učim, da bom lahko vse življenje izboljševal to, kar počnem in ta obsedenost s tem, da dajem res najbolj eksaktno, novo, sveže, uporabno, praktično znanje in da ljudje
ki pridejo na moje delavnice, dosegajo rezultate v svojem življenju, da naredijo preboje, da naredijo premike in imamo rezultate, ki so fenomenalni. Jaz, kad imam moje študente, sem fasciniran, hvaležen, vesel. Recimo, zdaj na hipnozi smo imeli eno našo udeleženko, ki je nehala kaditi, a mi smo imeli recimo udeležence, ki so po delavnicah, ne vem, povečali promet za več kot 1 milijon evrov, ki so na delavnicah v resnici najdeli zaposlitev, ko prej so bili brez zaposlitve, ki so našli partnerja, ki so dobili dojenčka, ki so shujšali x kilogramov, ki so odpravili strahove, da lahko se vozijo z letalom ali pa počnejo javno nastopanje in tako dalje. Toda prebojev, ki sem jih doživel skozi to mojo pot, strani mojih udeležencev je toliko, da bi lahko zdaj od njih govoril ure in ure in ure, ma ne bom, ker bi rad zdaj pozornost usmeril na vas, kako vam danes služim, kako vam danes pomagam, kako v resnici naredim nekaj dobrega na ta večer, ki ste si ga vi rezervirali zame ali pa vi namenili meni. Tako da dajmo iti pogledati skozi 5 strategij, ki jih uporabljajo zmagovalci, ljudje, ki dosežejo nadpovprečne rezultate, ljudje, ki dosegajo preboje, ljudje, ki so dosegli preboje že v svojem življenju in da štartam mogoče z eno pomembno predpostavko in to je ta, da vi mogoče že zdaj vse, kar bom povedal, veste. Mogoče danes, kar bom povedal, ne bo nič novega. Mogoče v temu, kar bom danes rekel, boste rekli, to že vem, to že delam in tako dalje. In ena pomembna stvar, ki bi jo rad danes dal vam, je ta, da znanje je osvojeno samo takrat, ko rezultira ali pa vodi v spremembo vedenja. Če niste še spremenili vedenja, pomeni, da še ne znate dovolj. Če še niste v resnici naredili preboja v vedenju, ne samo v razmišljanju, ker ljudje vejo točno, kaj rabijo narediti, vendar tega ne naredijo. In ker tega ne naredijo, ker ne spremenijo vedenja, nimajo rezultata. In ker seveda potencialno jočejo, jamro in tako dalje, ker ni rezultata, se vrtijo v tem ciklu začaranega kroga, podganje dirke in tako dalje. In ta podganja dirka jih v resnici vodijo do tega, da nimajo tiste reči, tiste stvari, ki jo hočemo v svojem življenju. Jaz bom govoril stvari, ki jih mogoče že veste in tudi, če jih že veste, jih je fajn slišati še enkrat ponovno in narediti preboje, premike v življenju, ki bi jih radi vi naredili, ki bi jih radi dosegli, da se dejansko zgodi vaše življenje na način, kot bi ga vi radi dosegali in ko bi radi premikali naprej v vašem svetu, vašem življenju. Tako, dajmo štartati. Dajmo začartati strategijo številka 1 in še enkrat ponavljam, ne v že štartu kot premusta, ko rečem strategijo, to že vem, temveč se vprašajte, kaj od tega še ne počnem, pa kje imam tukaj priložnost, da izboljšam za par centimetrov, par milimetrov moje razmišljanje, kje imam tukaj jaz priložnost, da izboljšam razmišljanje in seveda naredim preboj, ki bi ga rad naredil, ki bi ga rada naredila, zato, da bo moje življenje ali pa kvaliteta mojega življenja boljša, lepša in tako dalje. Tako da ja, absolutno. Dajmo zdaj štartati s prvo strategijo. Prva strategija, boste slišali in videli, da je blazno enostavna, kljub vsemu, tudi če je enostavna, opažam, da ljudje imajo tukaj ogromne izzive. In če te strategije ne boste obvladali, te prve, so vse ostale brez pomena, so vse ostale brez vrednosti in vam ne bodo koristile. To je štartamo številko 1, to je prva strategija. Prva strategija ljudi, ki počnejo nadpovprečne rezultate, ki so zmagovalci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na področju financ, kariere, odnosov, zdravja in tako naprej, je jasnost. To pomeni, strategija jasnosti pomeni, da si jasno postavite cilje, kaj bi radi. In jasnost pomeni, da znate v sred noči, nekdo vas budi in vas vpraša, kam greš na tem področju, vi mu zrecitirate v stotinki sekunde, to bom dosegla, to bom naredila in tako naprej. Da imate jasno sliko, da znate tako pisati, da je merljivo. In ena pomembna kategorija merljivosti je seveda, da je definirano navzven, da znamo tako pisati, da bi nekdo drug, kad posluša nas, znal to narisati. Tako da prva kategorija, jaz se pravičujem Instagramovcev tudi, mogoče nas ne tako gledam v kamero, ker imam tam kamero nastavljeno, ki me snema in streama in tako dalje. Obljubim, da bomo naredili malo več streaminga
ki bo malo boljši tudi za Instagram, tako da zdaj je malo postrani ta telefon, malo upam, da se sliši in da me slišite Instagramovci. V redu, vas lepo pozdravljam, kamero, ki imam je tam, tako da včasih sem vam vzel, da vas ne gledam, vas spremljam in vidim, če ste z mano še zmeraj in tako dalje. Tako da jasnost je prva strategija zmagovalcev. In kaj vas bom jaz tukaj povabil, je to, da pogledajte vaše življenje kot celoto in pogledajte, kjer imate največ jasnosti. In tudi, ko boste govorili o jasnosti, je pomembno nekaj, da ljudje v resnici si ne upajo sanjati, si ne upajo postavljati velikih ciljev. Kar pomeni, da eni dan bojo postavili svoj cilj na podlagi predhodnih rezultatov in bojo rekli sami sebi, jaz sem pa realist, jaz nisem sanjač. In danes pri jasnosti je fajn, da imate jasne sanje, da sanjate to, kar bi radi, predvsem z enim namenom, da to jasnost date vašemu nezavednemu umu. Vaše nezavedno mora imeti cilj, kam gre. In ponavadi dobra metafora je ta, da se usedete v avto in ne veste, kam bi šli. In če ne veste, kam bi šli, kamorkoli zavijete, je v redu. To pomeni, greste in prijete v krožno križišče in rečete, kaj ne, levo, desno, naprej. In kamorkoli zavijete v redu, vi veste, da če zavijete levo, boste prišli nekam popolnoma drugam, kot če vi zavijete desno, ali pa kot če greste naravnost. In velikokrat se zgodi ena stvar, da tukaj ljudje, ko so imeli v preteklosti slabe izkušnje, recimo na področju odnosov, si ne upajo sanjati na področju odnosov, ne upajo imeti nekega lepega, pozitivnega filma, slike, s katero programirajo svojo prihodnost in ker jih je strah, da se ne ponovi preteklost. In s tem v resnici zameglijo pot, kamor grejo. In potem napake, ki jih ljudje počnejo pri jasnosti, so tudi, ena stvar je ta, da se jim zdi, da ne samo, da to ni dosegljivo, ne se jim zdi, da to ni mogoče, zdi se jim tudi, jaz tega nisem vredna, jaz si tega ne zaslužim. In ker mislijo, da si tega ne zaslužijo, ker verjamejo, da si tega ne zaslužijo, potem sploh si tega ne postavijo. In tako se zdi, veš kaj, recimo, če bi zdaj dal spet metaforo z prevozom, si mislijo, jaz si ne zaslužim, da grem v Maribor. Jaz si ne zaslužim videti te lepe, čudovite štajerske prestolnice. Jaz nisem vredna, si ne zaslužim, bla, 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 bla. In potem niti ne sanjajo in želijo, govorijo, temveč si rečejo, najbolj fajn simpatičen izgovor, ki ga slišim pri ljudeh, je ta, da si rečejo, sej si v resnici tega ne želim. Sej mi je tako čisto fajn. Ja? Sej jaz lahko živim brez partnerskega odnosa. Sej lahko še potrpim do konca življenja, do smrti in bo, kar bo. Sej tega ne rabim. Na koncu rečejo, važno, da imamo nekaj. Ne? In s tem, v resnici, namesto da bi dobili to, kar bi hoteli, programirajo svojemu umu, da tega v resnici nočijo. Jaz vam povem, ena izmed ključnih stvari, ki jih ljudje, ki dosegajo rezultate nadpovprečno, ki zmagujejo, je, da imajo vizijo, kam grejo. Tej viziji rečemo jasnost. Imajo cilj, kam grejo. In dejansko se pogovarjajo o tem, kaj bi radi. Tudi če se pogovarjate z ljudmi, ki so vaš ozki krog, ki so ljudi, ki jim lahko zaupate, ki jim lahko poveste, vam bo to neskončno koristilo. Tako da, ena stvar, ki vas bom prosil, je danes ta. Mogoče ste v situaciji, ko stvari ne grejo tako gladko, kot bi radi, da grejo. Mogoče ste v situaciji, ko trenutno ne vidite izhoda ali pa rabite spodbudo, rabite nek motiv, rabite eno brco, rabite nekaj narediti. In kaj je moja prošnja, kaj je moje povabilo za vas, je to, dajte si postaviti ta jasen cilj in nenehno v vaših mislih imeti vizijo tega cilja. Nenehno v vaših mislih se premikati proti temu cilju mentalno in biti hvaležni za čisto vsak korak. Biti hvaležni za to, kar se vam dogaja. Biti hvaležni za to, kar delate. Tako da tukaj vas jaz vabim, da ste prisotni, da ste z mano in tako dalje. Tako da jaz vas res vabim, da ste maksimalno tukaj in zdaj, da ste maksimalno prisotni.
To pomeni, eno močno povabilo za vas je to, da ste tukaj in zdaj in upam, da me vidite, da ste z mano, kajti, da ste prisotni, kajti nekaj mi je moj software javil, da mogoče niste bili z mano. Ksenija mi je napisala, dajmo samo pogledati, če me vidite, če me lahko spet spremljate. Tako da samo napišite mi spole, da vidim komentarje, malo bom mogoče zamikom. Eva, lepo zdrav. Dajmo samo, ker zdaj se opravičujem, mogoče ni bilo tehnično vse ni funkcioniralo. Tako da vas vabim, da mi samo poveste, ali me vidite, ali me slišite spet nazaj, ker sem zginil za nekaj trenutkov, je res. Vidiš, ok, spet deluje, ok, fajn. Ok, jasnost. Ne, da niste vredni, ne, da niste, ne, da to ni mogoče, ker jaz vam samo nekaj povem, ko boste imeli jasno vizijo, kam bi radi šli in jo boste toliko časa programirali vašemu umu, se bo zgodilo, da boste doživljali čudeže vsak dan. Jaz vam povem, toliko čudežev doživljam vsak dan, toliko stvari, za katere sem hvaležen, ki jih manifestiram, ki so bili prej nepredstavljivi, ki so danes skoraj samoumevni in se zahvaljujem vesolju Bogu, se zahvaljujem, da se mi to dogaja, kajti to je nepredstavljivo. Jaz programiram svoj um non-stop. Jaz vam povem, da ko grem zvečer spat, jaz vidim moj dan naslednji dan. In ko zjutraj vstanem, jaz vidim moj idealen dan, ki se mora zgoditi. In vidim glavne stvari, ki bi jih rad takrat naredil in tako dalje. In bolj ko to počnem konsistentno, več odličnih rezultatov dobivam v svojem življenju. Tako da jaz bi vam res rad dal to jasnost in če nimate zdaj jasnosti, ker ne veste, kaj bi radi, si postavite jasen cilj, da boste imeli jasnost v življenju. Tako da stopite en korak nazaj in se odločite, sprejmite odločitev, da boste naredili vse, da bo ta stvar jasna. Tako da zdaj vas bom vabil, da pomislite, kaj je tista stvar, ki bi radi naredili in tisto stvar, dejte, seveda, zdaj sem ne odvem, če je motnja Danila, mislim, da smo spet nazaj. Nekaj ta naš software, ki ga rabimo, se imenuje OBS, ne, če ga poznate, nagaja. To pomeni, da se je malo padel dol in se je spet dvignil, tako da ja, hvala Bogu. Ok, to je prva stvar, jasnost. Gremo naprej na naslednjo stvar. Naslednjo stvar, ki vas bo res povabil, da jo zdaj date kot neka pomembna zadeva in to je naslednja stvar. Samo vas vidim, če ste še z mano. Ok, ja. Jaz dosti govorim, je res, ker nekaj začnem govoriti. Tako je Danila si dela, ne? Ja, ok, fajn. Mislim, če vam to, kar delamo zdaj, kaj jaz govorim, koristno, fajn, všeč, bom hvaležen za to, da delite, da tudi vaši prijatelji slišijo. Bom hvaležen, da vidim, da komentirate, če se s tem strinjate, kar govorim, da to rečete, ja, Aleksandar, pametno, ni pametno, že vem. In to že vem, smo rekli, da je kaj? Ubijalec sanj in ciljev številnih ljudi. Že vem, že znam, sem najbolj pameten na tem planetu in tako dalje. Ja, to je v resnici ena stvar, s katero ne se hvaliti preveč, ker dostikrat se zgodi, da prav ta stvar naredi največjo škodo ali pa naredi največji kot prav pri ljudeh. Nekaj, kar jim onemogoča, da dobijo tiste rezultate, ki bi radi dobili v svojem življenju. Ja? Ok, fajn. Ja, odlično, vse v redu, zvok dela brezhibno, Andrej, odlično, sem ti hvaležen. Joj, da mi poveste, da je vse super. Gremo na naslednjo stvar. Naslednja stvar, jaz bi vam rad dal, je fokus. Če pogledate ljudi, zmagovalce danes imajo jasen fokus. Fokus pomeni, ko enkrat definiram jasnost, to pomeni, kaj bi rada. In pri jasnosti je tudi pomembno, da se zavedate jasnost vedenja. Kaj rabite vi narediti spremembo v vedenju, da boste to dosegli. Fokus pomeni to, da usmerite sebe na to stvar za vso energijo, da ste fokusirani. Jaz ponavadi rečem ljudem, kako boste vedeli, da imate fokus, je, da si date sami sebi 30, 60 ali pa še najboljši 90 dnevne izzive. In izziv pomeni to, da 30 dni, 60 dni, 90 dni date vse od sebe na tistem področju, ki bi radi naredili preboj. Sam gledam moje Instagramovce, lepo zdrav Instagram. Instagram slika je malo zrcalna, tako da bi mogel z une strani delati, sam vas pa ne bi videl, če me vidite. Tako da, kaj pomeni fokus? Pomeni to, da osredotočite sebe, osredotočite vso energijo, ki jo imate
na eno stvar 30, 60 ali pa 90 dni. Fokus, 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 fokus. In če pogledate, danes odlični plavalci v resnici niso ljudje, ki trenirajo zraven in tekmujejo še v nogometu, košarki, kolesarjenju in tako naprej, temveč dajo vso energijo v ta fokus in v resnici podredijo vse ostalo temu. In jaz vas vabim, karkoli že počnete, recimo, da bi radi zdaj izboljšali odnos s partnerjem, 30 dni, 60 dni, 90 dni, dajte se od sebe, vizualizirajte odnos, ki si ga želite. Vizualizirajte vaše vedenje, ki je tako, da včasih pomeni, da ste vi zadovoljni takšni, kot ste, da ste vi srečni, da ste vi nasmejani. In vidite, boste nekaj, da ko vi začnete sebe spreminjati, da teh 90 dni boste rekli, jaz bom dala teh 90 dni v partnerski odnos, so ljubezen, toplino, igrivost in pustila svobodo partnerju, da počne to, kar počne in da bo prišel do mene ali pa se mi približal, takrat, ko bo sam začutil. In kar naenkrat boste videli, da bo kar naenkrat se začelo stvari spreminjati, kajti če boste 90 dni dali vsa fokus na to, in fokus pomeni včasih, da nič ne naredite, takšnega, ki bi seveda ogrozilo odnos, to pomeni, da 90 dni ne znorite brez veze, da 90 dni ste tam in s svojo igrivostjo ste prisotni, fokusirani in tako dalje. Če recimo bi radi naredili preboj na področju športa, telesne teže, 90 dni fokus, 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 fokus. Če bi radi naredili preboj na področju kariere, fokus, fokus, fokus. In ta fokus pomeni, da ko imate jasnost, kaj bi radi in se fokusirate na to stvar, točno veste, kaj ne smete. In to je osvobajajoče. Če veste, kaj je vaš fokus, je, kako da bi rekli nečemu ja, ma tolkim stvarim rečete potem ne. In je potem lažje živeti, ker ste svobodni, osvobojeni, ni pritiska, joj, kaj ne naredim, kaj ne naredim, kaj je prav, kaj ni prav, kaj je dobro, kaj je slabo, nič. Vem, kam grem in temu posvečam zdaj vso mojo energijo. In jaz vam povem, recimo, ko sem napisal mojo prvo knjigo, Odloči se za srečo, kdo to knjigo prebral? Zame je fascinantna knjiga. Ko sem napisal to mojo knjigo, je v resnici bila v moji glavi nekaj časa. Kdo prebral, sem da vidim, napište mi, če ste jo prebrali, pa vse videli, da jo veste, da jo imamo. Napište mi sam, če kdo prebral. Okay. Ko sem napisal to mojo knjigo, jaz sem vam povem, jo napisal v enem tednu. V enem tednu je, potem seveda sem rabil nekaj časa z lektorco in tako naprej. V resnici v enem tednu je ta knjiga, bistvo knjige, bilo zaključeno. Fokus, 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 fokus. In jaz vam povem danes, če bi vi namenili dnevno čas, fokusirano, najbolj pomembni stvari v življenju, ki bi jo radi premakali, in če vsak dan namenite 1-2 uri fokusirano vašemu preboju na področju kariere, vaši vrednosti na področju financ, če bi jo namenili 1 uro odnosu, ali pa temu, da ste vi srečni v vaši koži in s to srečo žarite v odnosu, da bi namenili 1 uro zdravju, telesni teži in tako naprej, jaz vam povem, vi narabite kaj dosti, kaj ti v 30, 60, 90, 120 dneh boste že videli neke rezultate, in če boste vztrajali, jaz vam povem, da boste naredili take preboje, ki si jih še danes ne zavedate. Že samo te 2 strategiji, ki zdaj govorim o njih, sta nekaj, kar je dragoceno, predragoceno. In jaz vas vabim, da res pomislite na to, ker danes bo ljudje imeli izgovore. Mislim, ljudje, ki danes zmagujejo, so ljudje, ki se ne izgovarjajo, ki ne jočejo, ki ne jamrejo, temveč grejo tja, tudi če jih je strah. Grejo tja, tudi če včasih nimajo želje, volje, motivacije in zmanjka. In rečejo, jaz bom to naredila, ker sem se zavezala, ker sem obljubila, ker je to moje poslanstvo, ker je to moja misija, ker rada bi premakala moje življenje in življenje drugih ljudi naprej in tako dalje. Kajti danes, če pomislite na to, če naredite finančni preboj, če ste finančno uspešni, ne samo, da koristite sebi, koristite ljudem, ki jih imate radi, ma ne samo to. Danes, če imate denarja več, ko ga rabite, vi lahko danes nekomu, ki je sirota, plačate nek obrok. Lahko danes brezdomcu greste in rečete, dragi brezdomec, jaz ti častim kosilo, te peljem, ne vem kam, v Kubo. In tam boste rekli, tukaj si privošči, kaj hočeš. Ali pa jaz ti bom dala sveža in kupila sveža oblačila. Vi lahko danes, če imate več kot dovolj zase, namenite
to drugim. To pomeni, dajte si postaviti cilje in rezultate, ki so čez mejo, dajte se fokusirati na to, zakaj, kajti če to naredite, boste naredili preboje, ki si jih želite v življenju in boste čutili željo, da boste še nadaljevali. Kajti zame ni bolj izpopolnjujoče kot to, da lahko nekomu pomagam. In zdaj ne bom vse govoril, ker imam nekaj ljudi, ki so posvojeni nadaljavo, ki jih imam že toliko časa, nekaj otrok posvojenih nadaljavo, ki jih imam že toliko časa, v najhujši krizi sem jih imel, da pomagam ljudem, recimo gradimo šolo v Afriki in tako. Ne bom vsega tega govoril, ker zdaj nima smisla, da zdaj jaz tukaj vse razlagam, kaj počnem še poleg tega, ker ti ni važno zdaj, koliko date, temveč važno je, da namenite nekaj pozornosti ljudem, ki se tega ne močijo. In zdaj, če bi hotel vam povedati, kaj so napake ljudi, ki niso zmagovalci, ki ne grejo čez meje, ki se ne premikajo rezultatom, je, da ne vejo točno, kaj bi radi, ali pa, da imajo cilj, sam ne vejo točno, kaj je ta cilj, ali pa ne zna točno definirati in ta cilj ni čez mejo in ni seveda toliko inspirativen ali pa jih ne toliko premika, da bi dejansko dosegli rezultate. Se pravičujem, mojim Instagramovcem vsakom toliko skočim ven in meni ti ni noter na ekranu, ker vem, da se umikam temu, ne. Ljudje danes, ki so razpršeni, ki počnejo vsega pomalo, ki počnejo malo tega, malo uha, malo tretjega, malo četrtega, so ljudje, ki ne dosegajo rezultatov, ki bi jih radi dosegali. Zakaj? Kajti samo takrat, ko boste šli vso energijo proti cilju, samo takrat, ko boste dali vse od sebe, samo takrat, ko boste premaknili svoj rit v cilj, v fokusiran cilj, takrat, ko boste dali vso energijo, takrat boste seveda premaknili gore. In to je ta lazerska energija. Ko res, če pomislite na to, recimo, če imate povečevalno steklo, ne, in ga postavite nad papir, ker je močno sonce, in ga sam premikate okrog, se papir nikoli ne bo prižgal ali pa zažgal ali pa vsaj spremenil barvo. Če ga pa postavite na eno mesto in tam fokusirano na tisto mesto premikate, boste, pač žarite, se bo ta papir prižgal ali pa vsaj porumenil ali pa spremenil barvo. Isto velja za vrtalni svedar. Se boste posod malo pritisnili, se bo nič ne bo zgodilo. Če hočete zvrtati luknjo, boste na enem mestu zvrtati in tam do konca. In zato je ta moč fokusa. Moč fokusa. Pomislite na Michael Jordana. Michael Jordan je bil neverjeten košarkaš. In recimo, če pomislite na to, njega, ne vem, če veste, so vrgli ven, ko je bil v študentski ligi. Vrgli so ga ven in on je rekel, jaz bom dokazal trenerju, kajti včasih, če padete, verjemite, če padete, je to zato, ker rabite se nekaj naučiti in ne dovolj dobro poslušate. Mislim, moja zgodba je ta, da jaz sem imel ta klic v sebi že dalj časa. Že dalj časa sem imel občutek, da je moje življenje brez smisla, da počnem nekaj v neki rutini, v nekem ciklu, da se vrtim in da ne vem točno, kaj počnem. In sem imel telefonski klic, ne, ki mi je rekel, Aleksander, spremeni se, spremeni svoje življenje. In jaz se nisem javil, nisem poslušal. In če danes vi ne poslušate in se ne javite klicu, kaj slišite, vam povem, da bo postal bolj glasen, ker vedno postane bolj glasen. In kako je meni postal glasen, tako da sem končal v bolnici. In ko sem končal v bolnici, sem rekel, ok, predam se. Kaj lahko naredim, da služim temu planetu, temu svetu? Kaj lahko naredim, da pomagam spreminjati življenje ljudem? Vi niste prišli na ta planet zato, da boste obkljukali letnice in na koncu nas bodo dali vas in mene ali v tisto veliko krsto ali v tisto malo žaro in tam bo konc. In tam bo par ljudi še hodilo se malo spominjati, kakšni smo bili in čez 100 let noben niti ne bo vedel, da smo obstajali. Vi niste prišli zato, da bi živeli življenje brez smisla, vi ste prišli sem na ta planet, na ta svet, da daste nekaj lepega ljudem, da daste nek smisel ljudem, da daste ljudem neko vrednost. Vi ste prišli sem zato, da ljudem daste vse, kar lahko date. Da jim date nekaj lepega, dobrega, da jim date
nek smisel, nekaj, kar jim bo koristilo, da so boljši v življenju. Jaz z vami, samo da mi poveste, če me še vidite in slišite, vem, da me na Instagramu vidite, ne vem, če ste še na Facebooku z mani. Facebookovci, povejte mi, ker jaz Facebook zdaj, ne vem, a sem, ali sem. Jaz tukaj vidim, da je v redu, upam, da me tudi vi vidite, samo napišite mi v komentarje, sem da vidim zdaj na drugem računalniku, tu imam toliko računalnikov in toliko napravic, da je to prav znanstvena fantastika. Ja. Me vidite, me slišite, me vidite, se slika premika, ker meni se mi malo zmrzel, ne? Super deluje, Nataša. Kaj se slika premika še zmeraj? Ok, fajn, lahko da je zamik, da bo pa šla hvan zamiku, da ne dela. Ok, fajn. Odlično. Uršula, lepo zdrav, Nataša, lepo zdrav, lepo. Lepo, da ste z mano. Ok, jaz mislim, da bi bil zdaj čas, da spet podelim eno knjigico, res. Že toliko časa nismo podelili nobene knjigice. Sam da vidim, če me vi vidite, tu ste. Ok, meni se slika zamrznala, vam očitno dela in super, da vam dela. Dajmo podeliti eno knjigico, delite, napišite, da ste delili, ali pa delite in napišite mi kakšno vprašanje, tako da bom res vesel, da mi kaj napišete, ali pa delite, napišite vprašanje in prvega, zdaj bomo petega, da ne bomo prvega. Peti, ki bo to naredil, delil, napisal vprašanje, tisti bo izžeman, tistega damo vzeti v knjigico, da napišite zdaj takoj, prej, ko boste naredili, malo zamika, tako da čim prej naredite in mogoče je prav vaša knjigica. Prosim tiste, ki ste dobili maja, ne pozabite napisati mail tjaši@mastermind.academia, da dobiste knjigico. Ja? Z mano delila Jana prva, zmrzuje slika, ampak je v redu, delila prijateljem, delila 3, delila 4, Nataša Medved je 5, delila, Nataša Medved, knjiga je tvoja, bravo, čestitam, da sem prav štel, to sem po instinktu, ker ne vidim, mi tu zmrzuje meni, tako da jaz ne vemo, kaj je s to sliko, da zmrzuje, upam, da se vidi. Ja, ok. Super ste, zlati ste, gremo naprej. Gremo na trojko, trojka je načrt. Če pogledate, ko enkrat imate jasnost, ko enkrat imate fokus, je fajn, da naredite načrt. Načrt pomeni to, da Nataša Medved, smo tebi dali, ne? Nataša Medved si naša, Nataša. Ja, Nataša Medved, tako da upam, da smo, ker vidim, da je nekih 5 Nataš tam prisotnih. Ja, Nataša Medved. Tretja stvar, ki jo počnejo zmagovalci, je, da imajo plan, načrt, kako bojo prišli do rezultata, ki bi radi dosegli. Kar pomeni, da pomembno je, da imate jasen plan, kako iti. Zdaj izziv je ta, da ljudje v resnici nimajo, ker nimajo ideje, kako ne izgleda ta jasen ideal, ali pa ideal, ki ni tako jasen, potem ne naredijo načrta. In načrt pomeni, da če ni načrta, v resnici je spet vse trivialno in delate stvari naključno in naključno ne nujno pomeni načrtovano. To pomeni, da če hočete priti do rezultata, ki hočete dobiti, je pomembno, da seveda naredite načrt. Načrt ne rabi biti popoln, nepopoln načrt je boljši kot načrt, ki ga ni. Recimo, če bi radi dobili olimpijsko medaljo, je načrt treningi, ki jih boste dnevno izvajali in si naredite ta načrt od dneva, ko greste na olimpijado, do v resnici danes. Če bi radi dobili 1 milijon evrov, si naredite načrti. Lahko načrt ni popoln, to si naredite. Napišite si korake, napišite si, kaj boste počeli. Naredite si seveda zaveze in tako dalje. Vse, kar zdaj znate, uporabite, da naredite načrt. Da naredite korake. Ko boste imeli te korake, je pomembno, da stopite in naredite prvi korak. Ne rabite vedeti vseh korakov. Včasih se ljudje ustrašijo, ko rečem, da morajo pojesti slona. Ustrašijo se, ker se jim zdi slon blazno velik. In če je vaš cilj 1 milijon evrov, če je vaš cilj olimpijska medalja, če je vaš cilj karijera, ko boste coachi, boste uspešni coachi in tako dalje, in še ne veste vse, kar je treba narediti, se potem lahko ustrašite. In ko se ustrašite, jaz tega ne vem, kako bom naredila, tega ne bom zmogla in tako dalje. Ker to se meni doskrat dogajalo. Jaz sem prišel k Tony Robbinsu in sem mislil, mama mia, ta tip je res perfekcionist, kdaj bom jaz imel tak light show, ko ga ima on, da bom jaz to imel, da bom to imel. In po drugi strani si mislim potem, korak za korakom, Aleksander.
naredi prvi korak, tretji korak, naredi si načrt, da boš to naredil. In potem korakam, tako kot korakajo drugi ljudje na poti do tega cilja, in izboljšujem načrt. Nenehno izboljšujete ta načrt. To pomeni, da v resnici vi se izboljšujete cel cajt. Vi cel cajt lahko načrt popravite. Ma ne reči, da ne boste naredili načrta, zato ker ni še popoln. Naredite si plan, napišite si. Jaz vam povem, toliko stvari manifestiram danes v moje življenje, samo zato, ker imam plan, ker imam načrt, ker imam načrt, kako pridem do tega cilja, kako pridem do tega rezultata. To jaz vas bom prosil, da danes, ko danes zaključimo, naredite si jasen cilj. Odločite se, da boste imeli 90-dnevni challenge, izziv, da boste prišli do tega rezultata in potem naredite si načrt. Ne se ustrašiti pred tem, da je to zdaj slon, ker slona pojemo tako, da ga zrežemo na fete, da ga zrežemo na majhne koščke. Kako pretečemo maraton, tako da začnemo z enim korakom, da se sprehodimo najprej. Načrt, ki je nepopoln, je boljš kot načrt, ki je ne obstaja, ki je neviden, ki ga ni. In ne rabite se ustrašiti, ko boste gledali celega slona. Vi gledajte na naslednji korak, na naslednjo stopnjo, na naslednjo stopnico, na naslednjo feto, ki jo boste zrezali slona. Vse ostalo se boste naprej naučili. Vas čaka toliko učenja, ko boste naredili drugi korak in tretji korak in četrti korak in peti korak, ker si ga danes niti ne predstavljate in takrat popravite načrt. Se tako dela tudi navigacija. Vi se zmotite, greste sem, preračuna in potem spet greste nazaj na cilj, na rezultat, na jasnost, na fokus. Fokus, jasnost in plan, kako boste tja prišli. Naredite si ga zdaj. Rabite en kemik, nekaj listov papirja, a pa en list papirja in to je vse, kar rabite. In potem si nalepite tisti listek s tem planom nekaj, da boste gledali non-stop, cel cajt. In vas bo spominjal, kam greste, ker potem ljudje pozabijo, kako se sfokusirati tako, da imate jasna merila, kaj ja, kaj ne, in se tega striktno držite, oziroma ste zelo disciplinirani, da boste to res naredili. Tako da, ena stvar, ki vas bo res vabil, je to, da imate jasnost, fokus, načrt. Zdaj, naslednja stvar, jaz upam, da je to koristno. Jaz bom želel še eno knjigico, ampak dajmo še malo počakati. Tako da, naslednja stvar, tudi lahko delite, pa lahko napišite komentar, jaz bom zelo hvaležen. Se pravičujem Instagramovcev, kam skočim malo ven, vsako toliko. Tako da, dobrodošli, ker ste z mano. Vem, da ven dela, Instagramovcem dela. Moram, seveda, naslednja stvar, naslednji korak je, zmagovalcev je to, kar se mi zdi res pomembno in je malo daljši, je to, rabite plačati ceno. Plačajte ceno je četrti korak. Zakaj jaz govorim o tem četrtem koraku? Plačati ceno pomeni, da ni bližnjice. Če je treba iti v fitness, je treba iti v fitness in oddelati tisto uro fitnessa in pika. Ni bližnjice kot to, da vi dejansko plačate ceno. To je, če ne boste plačali cene, ne boste dobili rezultata. Danes ljudje mislijo, da so bližnjice. Ma pomislite zdaj na umivanje zob. Recimo, da boste rekli, zdaj si ne bom umivala zobe do božičnega večera. 24. decembra si bom umila zobe. Ali pa na Silvestrovo, ki je novo leto, je fajn, da grem s čistimi zobi. Je tako? In zdaj si predstavljate, da si ne umivate zobe en mesec, eno leto. Kakšni bodo zobje? Mislim, po moje je bilo fajn, da seveda pomislite, da ta konsistentnost, ki jo dnevno počnete, vam prinaša rezultate. Vi plačate ceno. Cena zdravih zob je umivanje na dnevni bazi. Torej, jasnost je, kaj je jasnost? Torej, jasnost pomeni, hočem zdrave zobe. Fokus je, da to naredim sfokusirano in počnem toliko časa, dokler niso čisti zobi. Načrt, kakšen načrt? To počnem lahko zjutraj, zvečer, pojedi in tako dalje. Cena je tiste 2-3 minute, 5 minut, ne vem, koliko časa se umivate zobe, je cena, ki jo je potrebno plačati za to, da boste dobili rezultat. Mislim, pazite nekaj. Mi imamo zdaj
po 5 ali 6 letih, ne vem koliko časa nismo imeli že coacha v Mariboru, imamo coacha v Mariboru. In potem smo imeli brezplačno delavco, ki bo zdaj, mislim, da 17. septembra, tisti, ki imate možnost, 17. september, brezplačna delavnica v Mariboru, kako postati coach, life, business coach, NLP coach. Ogromno praktičnih stvari boste tam dosegli. In potem mi napiše ena gospa mail, da v Ljubljani, kdaj bo v Ljubljani? In potem sem ji rekel, da v Ljubljani ne bo, letos se gotovo ne bo te delavce v Ljubljani, in je napisala, da to je predaleč. Maribor je predaleč za iz Ljubljane. Ta gospa, ki je to napisala, in tudi sem jim pol malo napisal, tako da se pravičujem, zdaj delim to najno komunikacijo brez imena, tako da nihče ne bo vedel, da je bila to najna komunikacija. Točno ve, kaj sem jim takrat odgovoril, da v resnici danes, če nekdo hoče biti coach in hoče biti res dober coach in ni pripravljen se prepeljati z avtom iz Ljubljane v Maribor, jaz že zdaj povem, da ni pripravljen plačati ceno in najrajši počne kaj drugega, ker je škoda časa, denarja in energije. Jaz vam povem, cena, ki sem jaz plačal za moje znanje danes, je nemerljiva v denarju. Ne samo investicija finančna, temveč kolikokrat sem bil proč od moje družine. Kolikokrat sem v resnici šel v težkem trenutku, ko je bila največja gužva, toliko dela in vsega, in sem rekel, ok, to grem narediti, da sem lahko dober coach, da sem lahko dober mentor. Ceno plačati, ker danes ljudje, tukaj se morate zavedati nekaj. Zdaj sem srečal eno mojo sošolko iz NLP praktika pred, 15 leti, ne vem točno kdaj. Ja, jo srečam in vprašam, kako si. V redu, fajn, in na obrazu ji piše, da ni fajn. Vam povem, na obrazu je pisalo, da ni fajn. In potem me vpraša, kaj počnem in tako, in povem, da se ukvarjam z NLP-jem in tako. Nisem kaj dosti razlagal, da sem prebendor asistent in vse, da sem vse prebolje, ki sem naredil. Tako nisem hotel, pač sem bil bolj tam, na easy. No, in potem mi reče, jaz sem že na praktiku se osvojila in ne rabim več. In jaz vam povem, da cena, ki jo danes ljudje niso pripravljeni plačati, pomeni, da porabijo za en premik 5 let več, 10 let več. In za me pomeni plačati ceno to, da če hočem jaz prihraniti čas, bom plačal nekomu, da mi pomaga, ki je že tam bil, da bom prišel hitreje. Ker če recimo hočem iti zdaj na Triglav, recimo, ali pa na Mount Everest, se lahko učim in grem raziskovati, odprem Garmin, grem sam, grem na YouTube, poiščem vse neke zemljevide in potem grem tja. Ali pa vprašam nekoga, ki je bil že tam 100-krat, ki tam hodi praktično skoraj dnevno in mi reče, kako priješ na Triglav? In mi reče, te bom peljal jaz. In me pelje za rokco. Neprimerno prej, varneje in z večjo gotovostjo bom prišel na vrh Triglava, Mount Everesta, če bom šel z nekom, ki to obvlada, kot če se bom sam zmišljeval in iskal poti, da bom prišel na Mount Everest. Torej, če hočete priti na Mount Everest, rabite pomoč, rabite plačati ceno. In hočem vam reči, plačati ceno pomeni, da ni danes možnosti, da bi ne šli v fitness, če hočete imeti zdravo oblikovano telo ali pa se ukvarjati športom. Ni možnosti danes, da boste se usedli pred kavč in samo imeli cilj, fokusirali naredili plan, ma ne boste naredili in premaknili riti. Cena, na koncu boste plačali ceno. Jaz vam to povem. Ljudje, ki mislijo, da nekje prišparajo, plačajo nekje druge. Ceno je potrebno plačati. In zmagovalci plačajo ceno. Mi smo imeli zdaj na hipnozi, na praktiku hipnoze Saro Isakovič, ki nam je povedala, da je ostala ob 5 zjutraj, je šla v ledeno mrzli bazen in je oddelala trening, ker je bil to pogoj, da pride lahko ne samo kot kvalificirana na olimpijske igre, temveč do medalje. Danes ljudje niso pripravljeni zgodaj vstati, niso pripravljeni iti zjutraj na mraz, v mrazu, v bazen, skočiti noter in premakniti svoje riti. Niso pripravljeni plačati ceno. In tukaj vas vabim, da plačate ceno. Da včasih pomeni plačati ceno to, da greste iz cone udobja, da premaknete svojo zadnjico, da v resnici si rečete, jaz bom to naredila, jaz bom to v resnici premaknila, bom naredila, plačala, kar je potrebno, da bom dosegla rezultat, ki ga hočem doseči v mojem življenju.
Na Trilavu, čestitka za Trilav, lepo lepo. Imamo še en lep komentar tukaj, ovako lepo. Hvala, odlični ste. Mislim, fantastična skupina ste, res. Tukaj vas spet spodbujam k temu, da ne iščete bližnjice. In videli boste nekaj, da plača ceno v trenutku, ko verjamete, da je to možno, v trenutku, ko date vse od sebe, v trenutku, ko se premikate pred ciljem, sploh ni tako težko. Jaz danes zame biti tukaj z vami, v resnici ni težko. Jaz dejansko s tem prihajam poln energije, jaz čutim neko vibracijo, energijo, se dobro počutim, fantastično mi je tukaj. Zame na začetku, prvič je bilo pa težko. In plačati ceno pomeni, da se dejansko prisilite na začetku v nekem dobro čustvenem stanju, da greste čez mejo. In v odnosu lahko to pomeni, da se prisilite, da poveste, kaj tukaj čutite. Da ste iskreni do partnerja, do sebe. V odnosu lahko to pomeni iti čez mejo, da naredite nekaj drugega, ker ni vaša prioriteta. Naredite nekaj drugega za nekoga drugega. V karieri pomeni, da boste si postavili nov izziv, nov mejnik. Nekaj, kar vam je zdaj neprijetno, vendar veste, da je to prava pot. Veste, da je to pravi in edini način, kako boste dosegli rezultat v vašem življenju. Ne pozabite, ceno je potrebno plačati. Res je potrebno plačati. Ni bližnjic. Poglejte dan zmagovalca in videli boste, da v resnici so plačali ceno. Tako drugačno. In cena je lahko včasih, bom šla sama ugotavljati, ali pa investiram v coacha, mentorja, nekoga, ki jim pomaga. Jaz vam povem, da nenehno imam toliko različnih coachov, mentorjev v mojem življenju, ker se od njih učim, kaj ti vem, da brez njih ne bi prišel do cilja, do rezultata. Vem, da brez tega, da jaz nekaj naredim, se nič ne premakne. Vem, da če jaz ne bom premaknil nečesa v mojem življenju, ne bo nihče drug tega naredil namesto mene. Ni bližnjic. Ni bližnjic. Ja? Jaz sem res hvaležen, ker ste z mano in ste tukaj. Zdaj že vem, da bo en izziv in sicer točka 5, učenje, ne bo vidna na kameri. Mislim, da se ne vidi na kameri. Samo da vidim, če se vidi. Ne bo vidna na kameri, ker se je napisal malo prenisko na flipchart. Točka 5 je pa jaz sem temu rekel učenje. To pomeni, 5. strategija je učenje. Učenje pomeni to, da se nenehno izboljšujem. Učenje pomeni to, da jaz dejansko nenehno počnem stvari. Instagramovci, čau, se pravičujem, ker v resnici nisem skozi z vami tako fokusiran, ker gledam v kamero, ki me snema tam, in če boste šli v Facebook skupino Aleksandar Šinigoj Živo, boste tam videli malo boljšo sliko. Mislim, da se vidi tudi ta točka 5. Ne? Ok, fajn. Točka 5, učenje ali pa izboljševanje. In če pogledate ljudi, ki so odlični podjetniki, ljudje, ki so odlični športniki, ljudje, ki so odlični glasbeniki, ti ljudje se nenehno učijo, izboljšujejo in nenehno iščejo majhne nianse, kako postanejo še boljši. In potem so bolj jasni, spet namenijo čas fokusu, izboljšajo načrt, plačajo ceno, naredijo, kaj je potrebno in se spet učijo. In to je cikel, to so strategije, ki se nenehno vrtijo, da na koncu ljudje dobijo rezultate, ki si jih želijo v življenju, da na koncu ljudje dobijo rezultat. Če hočete rezultat, spet ponavljam, je fajn, da imate jasen cilj, kam greste. Ste fokusirani v to, si naredite načrt, tudi če ni popoln, je odličen načrt. Plačajte ceno, ker naredite, kar je treba, premaknite rit, investirajte v coacha, investirajte v izobraževanje, preberite knjigo, naučite se nekaj novega, stopite en korak iz cone udobja, dajte se izpostaviti, objavite nekaj, posnamite nekaj, naredite nekaj. Jaz vam povem, ko sem prvič delal, tako kot sem naredil webinar, kad delam zdaj z vami danes, mi ni bilo enostavno, mi je bilo težko. Danes mi je to blazno enostavno. Danes ne čutim, da mi je to kakšen izziv prevelik, zato vas vabim, da tudi vi greste čez mejo, da se vi premaknete, da pogledajte, kaj so stvari, kjer vidite vi priložnost za rast in tam greste naprej. Mislim, recimo, ko sem eno zanimivo stvar, ki mi je meni dragocena, res neverjetna, je ta, da en tečaj sem naredil pred kratkim, ki je neverjetno dobro in nekaj mojih študentov vem, da je danes tukaj, je online tečaj za vodenje. To je tečaj, kjer je 5 modulov,
ki so namenjeni ljudem, ki hočejo biti dobri vodje. In prvi modul je vodenje sebe, potem je komunikacija, potem je motivacija ljudi, potem je time management in na koncu je doseganje rezultatov, kajti vodja, ki ne dosega rezultatov, v resnici ni pravi vodja. Jaz vam povem, ena izmed najbolj važnih stvari je vodenje sebe. Zakaj je vodenje sebe tako pomembno? Zato, ker ko vodite sebe, ko premikate sebe proti rezultatom, v resnici, ko vi rastete, raste vaš tim, raste vaša ekipa, raste celotno podjetje. In tako boste tudi vi postali najboljša verzija vas samih, če boste nenehno rasli in tako dalje. Tako da, jaz sem teh 5 strategij delil z vami. Upam, da so vam bile koristne, da vam je bilo tukaj kaj koristne. Zdaj bi rad želel še nekoga, oziroma za nekoga želel knjigico. Želel bom nekoga, ki mi bo postavil kakšno vprašanje. Se pravičujem, Instagram, verjetno bo Instagram, upam, da bo vzdržal nekaj časa. Vendar, dajmo ponoviti. Mislim, danes sem tukaj, da vam dajem vrednost, da vam nič ne prodajam, da vam nič ne ponujam, da vam nič ne zdaj rečem, kaj kupite ali ne kupite. Naredite, kar hočete s tem znanjem. Jaz sem vam dal mojo uro časa, namenil temu, da vi postanete boljši ljudje, bolj uspešni in tako dalje. Če vam je bilo to koristno, delite naprej. Če je to koristno, lahko komentirate kaj, napišite, kaj vam je bilo koristno in tako dalje. Nekoga bom še želel, ki bo delil, zdaj delite in postavil eno vprašanje. Tako napišite mi kakšno vprašanje in če nimate vprašanja, napišite sam en feedback, kako vam je bil ta večer oziroma ta ura, ki smo preživeli skupaj. In zdaj bom ta čas, dokaj vi pišete vprašanje. Nekoga, ki bo napisal vprašanje, bom tudi seveda izžrebal in mu podaril knjigo. 3 knjige bom danes podaril. Evo še enkrat. Strategije, ki jih imajo ljudje, ki so zmagovalci, so prvič, jasnost, kaj hočejo doseči. Ko enkrat so jasni v tem, kaj bi radi, imajo fokus, ker pomeni, da morate iti ven iz tega, da boste počeli 1001 stvar. Ker ti potem ne boste dobri v vseh stvareh, ne morete biti dobri v vseh stvareh, izberite tisto, kar ste dobri, izberite vaše poslanstvo in to delite maksimalno. In danes recimo, ko delam včasih za podjetja, ki so v mrežnem marketingu in cel kup ljudi, ki pri nas naredijo NLP tečaje in hipnozo in coaching, se ukvarjajo z mrežnim marketingom in opažam nekaj, da so tako imenovani MLM junkie oziroma network marketing junkie. Grejo na eno, pa grejo na tretje, pa pol mislijo, da bojo tam nekaj hitro zaslužili, pa tam bo neka priložnost in potem nikjer jim ne uspe, ker se ne fokusirajo na eno stvar in ne naredijo 30, 60, 90 dnevnih challenge-ov, izzivov, ki grejo čez mejo, ki dajo vse od sebe, ko vse podredijo temu in včasih je to naporno, pazite nekaj. Tukaj govorim, da boste mogoče 30 dni bili ven iz balansa, življenjskega ravnotežja. Pač to zahteva življenje. In potem ne govorite o izgovorih, kaj ti naredite načrt, ki je vam koristen. Če boste vsak dan 1 uro poslušali zgoščenke, YouTube kanal, poslušali online programe, ki jih lahko kupite. Danes imate recimo cel kup tečajev, ki jih kupite, ki so specializirani za neko področje, ki postanete res dobri v njih. Boste v 5 letih postali vrhunski v Sloveniji in verjetno v svetu. To pomeni, da recimo, ko sem danes zjutraj vstal, včeraj smo bili na Robine zabavi tam in smo srečali našo prisrčno, simpatično Nikaro Kovač, več ste videli slikco, ki sem delil z vami na Facebooku, prva stvar, ki sem jo dal, je bil YouTube kanal in neke inspiracije in motivacije in potem sem naredil neko jutranje rituale, proceduro, to je malo sem razgibal moje telo in tako naprej, ma zraven sem poslušal vsebine, to pomeni, da ni izgovora, to pomeni, ne sme biti izgovora, da vi nimate časa, kajti to je laž. To pomeni, to je laž, da nimate časa, vi imate čas, da počnete, sem dal samo še enkrat live, ker je Instagram izklopilo. To je, laž je, da vi nimate časa, kajti jaz vem, da imate še rezervo. Vi lahko, ko se vozite v službo, poslušate izobraževalno vsebino. Vi lahko naredite načrt, kdaj boste vse poslušali. Recimo, jaz zvečer, ali pa tudi popoldne, ko imam kakšno siesto, jaz zaspim zdaj z različnimi podcastami. Zdaj jaz ne zaspim več z hipnozami, prej sem leta, ma res dosti let programiral svoj Zdaj čutim nek mir, hvaležnost, fokus, odločnost, grem proti ciljem in zdaj se izobražujem, učim in poslušam moje podcaste.
različne podcaste, no, ne moje, temveč tiste, ki sem jih izbral, da so meni koristne in tako dalje. In to isto lahko vi naredite. Izgovor, laž je, da nimate časa in da tega ne morete narediti. Načrtujte, če ne boste plačali cene, to pomeni, če ne boste šli delati sklecov, boste na koncu plačevali ceno, ko boste hodili zdravniku. Če ne boste skrbeli za telo in zdravje, bo cena ta, da boste šli drugače reševati telo in zdravje, ki bo neprijetno, nekoristno. Klic bo vse glasnejši. Če ne boste vzeli mentorja in coacha, boste v resnici rabili 5, 10, 20, 30 let več. Če ne boste v resnici šli ven in pokazali svetu to, kar znate in veste, bo cena ta, da na koncu življenja se boste vprašali, a sem res živela življenje, ki si ga zaslužim in ki sem ga vredna? A res to vse, kar zmorem? In na koncu nenehno se učite. Nenehno se učite. Ok, dajmo zdaj. Hvala lepo vsem za komentarje, ki ste delili. Dajmo da videti, na pol se vidim, skoraj v celoti, skoraj je bilo koristno, super, delila ljubezen do sebe, hvala, delila, bilo je koristno. Zdaj bom dal zadnji komentar. Evo, zadnji komentar. Damjan Gregorič, hvala za nasvete, zelo koristen webinar. Damjan Gregorič, dajmo en aplavz za Damjana Gregoriča. Odlično. Hvala za komentarje, hvala. Ok, fajn, vse vprašanje tukaj. Dajmo na hitro odgovoriti na ta vprašanja. Kaj pa ljubezen do sebe, je bilo na vprašanje, odlično. Damjan, vsi, ki ste dobili knjigico, pišite Tjaši. Tjase, Afna Majstrova akademija. Maja, Nataša, Damjan, ok, super. Meni prija malo zamikom, tako da, če se opravičujem, zdaj, rejmo po vrsti. Vprašanje sem imel tukaj, ne? Je bilo koristno, super, hvala Erika, da je bilo koristno. Mi všeč, ljubezen do sebe, Darka. Absolutno, ljubezen do sebe je nekaj, kar niti ni tukaj. To je, jaz sem zdaj dal 5 strategij zmagovalcev, če nimate sebe radi, ne morete imeti drugih radi. Če nimate sebe radi, tako bo že izziv, si ne boste hoteli cilja postaviti. Če nimate sebe radi, težko delite drugim ljubezen. Če nimate sebe radi, težko pomagate drugim. Torej, ljubezen do sebe je ena izmed prvih stvari, ki vam danes domačo nalo, da počnete vaje, tehnike in tako naprej, s katerimi se boste imeli bolj radi. Odlično, hvala za to vprašanje. Ja? Potem naslednja stvar, bilo je koristno, kako verjeti vase in si zaupati. Marjetica, Meti, ja, kaj bi jaz tukaj naredil je ta, cel kup tehnik imamo pa hipnozi in cel kup tehnik imamo v NLP-ju za izboljšati vero oziroma za spremenjati prepričanja vase. Kaj bi jaz naredil je to, da bi šel res postopoma do cilja in verjel, da sem sposobna, da si sposobna narediti naslednji korak. Ker si. In verjeti, da v naslednjem koraku čaka novo znanje in novo videnje in nova priložnost za rast in potem iti še en korak in še en korak in še en korak. In teh korakov je lahko neskončno, ogromno jih je. Ja? Tako da, mislim, to bi lahko odgovarjal ure in ure, kako bučno in koristno. Hvala Eva za akcijo, hvala Jana, delila, hvala za webinar. Večer je bil zanimiv, Vale, hvala za to, da si bil. Aleksandar, lepo predavanje, upam, da mi bo pomoč pri izzivih. Super, hvala Marko za to. Katja, še bi poslušala, hvala za povedano, odlično, hvala za to. Nataša, bravo Aleksandar, hvala, da si vložil to, odlično, hvala tebi. Kako premagati strah, zaradi katerega nas velikokrat ne gre v akcijo? Spet, jaz tukaj doskrat rečem ljudem, ne bojo previdni. Recimo, zdaj, ko imamo coacha, jaz doskrat rečem ljudem, recimo tisti, ki bi radi bili coachi in vas to zanima, jaz doskrat rečem ljudem, dajte iti postopoma. Naredite najprej delavnico, da ste coachi, da imate znanje, kako biti coach. Potem začnite z 1-2 strankoma popoldan. To pomeni torek, četrtek, popoldne, naredite, ne vem, vsak dan po 2 stranki. Dobite nekaj denarja, kilometrino in več, bolj lahkotno boste prišli do cilja. Eni hočejo iti zelo drastično, narediti velikanske preboje in tako dalje, čez noč, ko niso še pripravljeni in potem se prestrašijo. Druga stvar je ta, da mene je strah. Mene je še vedno kdaj strah. In kljub vsem strahovom naredim korak naprej. To bi naučite se tudi ob strahu se premikati proti ciljem. Ker včasih vem, da ni enostavno. Mene je strah. Mene je strah prihodnosti. Včasih me je strah, ali bom zmogel, ali bo šlo skozi, ali ne bo šlo skozi, ali bo ljudje še mi zaupali, ali mi ne bojo zaupali, ali bom znal narediti premike. Včasih imam zelo zahtevne primere.
ki jim pomagam in tako naprej. Ma kljub vsemu dam vse od sebe. Verjamem v to, da se ljudje lahko spremenijo, verjamem v njih, delam preboje, se učim, sam sebe izobražujem, to pomeni, berem knjige, poslušam podcaste, se izobražujem, poslušam posnetke, sem del različnih mastermind skupin in tudi vam svetujem, da investirate čas, denar, koliko lahko energijo v to, da postanete najboljša verzija v samih. Ne sme biti izgovora, ker ti toliko, ko je pa danes dan je na voljo in priložnosti za rast, a ni še nikoli. In na NLP praktiku se učimo tehniko za strahove, na NLP mojstru praktiku imamo eno fantastično tehniko svišanja, ki je za strahove zlata tehnika. Tako da, če koga zanima, je to stvar. Ja, Matejka, odlično, vedno se kaj novo naučim, hvala lepo, odlično. Dame, hvala za nasvete, ne pozabite knjigica, kako izboljšati komunikacijo. Milena, kako izboljšati komunikacijo? Jasen cilj, kako bi rada komunicirala. Fokusiraj se to toliko časa, da postane nezavedna kompetenca. Naredi si načrt, kako boš to naredila. Plačaj ceno. Cena pomeni včasih to, da boš nekaj časa komunicirala drugače, kot zdaj komuniciraš. Ker ti komunikacija je nezavedna kompetenca, ne pozabi to. In uči se, dokler ne boš boljša. Jaz vam povem, da, ker sem jaz predaval leta 2002, mislim, da so me posneli in nekje obstaja nek video od meni. Prosim, nehaj iti iskati na YouTube, ker me je sram. Če hočem paziti depresijo, ta video pogledam. Jaz danes vem, da predavam neprimerno, bolj energično, bolj odločno, dam več ljudem kot takrat. In to je samo jasnost, fokus, načrt, cena, večkrat plačana in nenehno se učim. Jaz bi seveda zaključil s tem, da bi še enkrat povzel 5 strategij zmagovalcev. Prvo, imejte jasnost in ne se bati čez mejo, ne se bati povedati, si želeti več, kaj ti zmorete dobiti več, zmorete imeti več in seveda darete si danes v vaši glavi sansko, ker tam ste vi gospodari. Tam ne radite šparati, če imate sansko hišo, s pohištvom ne radite šparati z ničemer, kajti tam je vse možno. Potem fokusirajte se na tisto stvar, ki bi radi premaknili toliko časa, dokler ne postane nezavedna kompetenca. In videli boste nekaj, če vi dajete nekaj, se na koncu vrača nazaj. Tudi, če vaši delodajalci tega ne bodo opazili, če vaši partnerji tega ne bodo opazili, če ljudje nekje dobite vrneno nazaj, ker je tako narejeno v vesolju, v naravi in tako dalje. Naredite si načrt ne rabi biti popoln, ceno boste plačali, tako ali drugače jo morate plačati. Če je treba iti v fitness, pojdite v fitness, če je treba prej vstati, vstanite prej, če je treba se izpostaviti, izpostavite se, če je treba investirati v mentora, investirajte, če je treba narediti 10 sklec, naredite jih, jaz jih ne morem delati namesto vas in tako naprej. In nenehno se učite. Danes ste bili z mano, namesto da ste naredili telenovelo, neko nanizanko in tako dalje, kar pomeni, da ste se nekaj naučili. Upam, da eno stvar, ki jo danes ste slišali, implementirate v vaše življenje in zaradi tega bo tudi vrednost, zakaj ste bili z mano ta večer, ta investicija vašega časa vredna. Hvala vsem, hvala, ker me podpirate, hvala, ker verjamete vame, hvala tistemu klicu, ki me je takrat zbudil in premaknil, da grem naprej. Jaz vam želim, da ste fenomenalni, da ste najboljša verzija v samih. Jaz vam želim, da, ko jaz zdaj premaknem, da popišete ta prazen list, kajti to je zdaj vaša prihodnost, to je vaše življenje. In kaj je čar tega življenja je to, da lahko tako popišete, kot sami hočete. Vi ste gospodari vašega življenja. Vi ste gospodari usode, ki je pred vami. Vi se lahko danes odločite, da bo vaše življenje, vaša prihodnost drugačna, kot je bila vaša preteklost in kakšna je vaša sedanjost. Vredno je narediti preboje. Vredno je zato, ker ko vi naredite preboj, boste pokazali ljudem, ki jih imate radi, kako je narediti preboje. Ko vi zmagate v tisti zmagi, ko vi postanete zmagovalci v vašem življenju, boste odprli vrata nekomu drugemu. In tukaj se morate zavedati, da danes svet rabi ogromno pomoči in vi ne morate vsem ljudem pomagati. Nemogoče je. Ma vi pa lahko pomagate nekomu in ta oseba pomaga nekomu drugemu. In skupaj lahko naredimo verigo, s katero bo ta svet lepši. Jaz vas pozivam, vas vabim, vas spodbujam, da date vse od sebe. Spodbujam vas, da se odločite danes, da si boste postavili jasen cilj,
da boste v resnici se sfokusirali vso energijo in odločnost v ta cilj, da si naredite načrt, ki lahko ni popoln, da v resnici plačate ceno, ki se od vas zahteva, da jo plačate. To pomeni, da boste poklicali nekoga po telefonu, ki vam lahko ni prijetno, da boste nekomu povedali po resnici to, kar si zasluži, da boste nekomu skomunicirali to, kar hočete skomunicirati že toliko časa, da boste šli naprej in nenehno se učite, ni konca. Recimo, doskrat ljudje rečejo, Aleksandar, ti znaš vsa ta NLP, jaz vam povem, jaz znam površino tega, kaj lahko NLP naredi. Zakaj mislite, da jaz hodim skozi na Bandlerja vsa ta leta, 10 let, asistent pri Richard Bandlerju, soustanovitelj NLP-ja? Zakaj mislite, da grem jaz vsako leto na Date with Destiny s Tony Robbinsom, ker sem pri njemu senior leader? Zakaj? Vse več ali manj vem, kaj bo že skoraj povedal. Ne vem zato, ker pogledam, kako naredi on intervencijo, kako on pomaga klientu in potem jaz lahko mojemu klientu pomagam boljše, kot sem mu prej. Cena, ki jo plačujem, je visoka. Denar, čas proč od moje družine, od mojega podjetja in od dela. Toliko včasih trenutkov, ko je naporno, fizično naporno za moje telo in tako naprej, vendar je vredno. Vredno je. Jaz vam povem, da je vredno. Vredno je, ker lahko potem več ljudem pomagam. Vredno je, ker lahko sem zgled za ljudi, ki jih imam rad. Vredno je, ker lahko delam majhne, drobne preboje v mojem življenju. Življenje, vam povem, nikoli ne bo popolno. Nikoli ne boste imeli nekega ideala, ko ne boste imeli problemov, ne boste imeli izzivov, ko ne boste imeli težav. Težave vedno so in vedno bodo, takšne in drugačne. Če jih boste imeli kot del življenja, jih boste znali reševati lažje, hitreje. Zahvalite se življenju za vse, kar vam daje, ker ti živimo v času, ko je to, kar imamo na voljo, neprecenljivo. Pomislite na to, naši predniki so mogli iti na WC, na štrbunk, sredi noči, po najhujšem mrazu, ven. Mi danes imamo en gumb, školjka, pritisnete in gre in je vse čisto, spravljeno in tako naprej. Mi danes živimo v času, ko lahko komuniciramo. Vi ste v vaši postelji na kavču, jaz sem tukaj in smo povezani in izmenjujemo informacije, vibracije, dvigujemo vibracije naprej. Danes živimo v času, ko imamo vse, kar rabimo, zato da lahko ustvarjamo in da postanemo najboljša verzija nas samih. In moje povabilo danes je za zaključek to: postanite zmagovalci vašega življenja. Postanite zmagovalci vaše usode. Premaknite se proti ciljem, rezultatom, da boste na koncu ne zgled samo drugim, temveč ponos samim v sebi. Ko boste na smrtni postelji ležali na koncu življenja in boste razmišljali o tem, boste rekli, wow, to moje življenje je bilo pa neverjetno. Upala sem si, upal sem si, naredila sem preboje, ki jih nisem niti mislila, da jih bom lahko naredila. Wow, kakšno življenje. Kajti na koncu vi boste obžalovali toliko stvari, ki jih niste naredili, zato naredite korak danes proti vašim ciljem in sanjam. Jaz vas spodbujam, da res stopite v akcijo, se premaknete in postanete najboljša verzija vas samih.